Leta 2006 je v družini Puhar dozorela ideja o združitvi umetniških talentov. Takrat so se s svojim umetniškim oposom v dvorani mestne občine Kranj predstavili akademski slikar Zmago Puhar, njegova hči Eva, profesorica likovne umetnosti, in sin Mitja, serijo fotografij. Manjkala pa ni niti vizualizirana poezija, ki jo je predstavila Petra Puhar-Kejžar. S takratno razstavo so ustanovili hišo kulturnih dejavnosti, imenovano Puhart. Paleta je široka, ker, kot sem rekla, so tudi talenti različni. Zmago je seveda predvsem likovnik in pedagog, že takrat je imel okrog 30 let izkušenj na tem področju. Tako da je bilo jedro, ki je tvorila ta Puhart, je in je še vedno likovna šola. Izvenšolsko likovno izobraževanje za vse generacije. Sama sem pa bolj usmerjena široko na celotno polje kulture. Vse na polju kulture me zanima. Tako da sem pa sama se posvetila razni kulturni produkciji, tako rečem z eno besedo, od ideje do izvedbe. Tako da je bilo množica enih dogodkov, ki so, upam, da prijetno popestrili predvsem mestno jedro. Na področju izobraževanja so v Puhartu poskrbeli za likovno šolo za vse generacije kot glavni izvajalci te pomembne veje kulturne vzgoje na Gorenjskem. Likovna šola v organizaciji Puharta se z leti zelo razvija. Razvija se čisto spontano. Ljudje zvejo zanjo, tisti, ki so potem zadovoljni skozi leto, se naslednjič vključijo naprej, pripeljejo kakšnega novega in s tem stvar raste. Likovna šola za vse generacije predstavlja tudi odskočno desko za nadgrajevanje likovnega znanja. Seveda, pač tukaj se nekako začutijo, kaj je ta prava likovnost, ne, družijo se med seboj, gledajo drug druga med delom, ne, in mislim, to jim daje tudi napredek, ne, jasno pa, da se vmes, ko se to dela, se veliko pogovarjamo. Na jubilejni razstavi Puharta je predstavljen nabor del udeležencev likovne šole v sezoni 2015-2016, retrospektivni izbor del ustvarjalcev, ki so s Puhartom že od same ustanovitve, ter dela mentorja. V povprečju imamo pravzaprav že vseh 10 let približno 100 udeležencev, so pa od najmlajših, ne, od 5 let naprej že, osnovnošolci, potem so tisti, ki ugotovijo, da bo na tem področju nekaj resnega, pa se potem preusmerijo, oziroma jih mi svetujemo, da se preusmerijo v študijsko risbo, pa v nadaljevalne tečaje. No, potem je pa eno posebno poglavje pa odrasli, tam smo pa še posebej zapolnili prazen prostor. Ta šola je pa namenjena vsem, ki recimo svojih talentov niso uspeli uresničiti v življenju, ali pa ki so zdaj se upokojili, pa imajo končno čas za to, da ustvarjajo. Vsakršno umetniško ustvarjanje oziroma izražanje je v Kranju dobrodošlo. Umetnosti ni nikoli preveč.